Gospodarska škoda, ki nastaja podjetjem zaradi napačnih odločitev davčnih inšpektorjev, je problem. In v Novi Sloveniji se na ta problem želimo odzvati. Videli smo kar nekaj medijskih poročanj in zapisov o tem, da zaradi teh odločb, seveda napačnih, gospodarstvu nastaja ne tako nizka škoda. Odločbe davčnih inšpektorjev zaradi napak različnih, največkrat zaradi napačne uporabe pozitivne zakonodaje, pogosto padejo v sodnih procesih na podlagi tožb, ki jih davčni zavezanci naknadno vložijo. Država je na to dolžna povračati ta preveč odmerjeni davek skupaj z visokimi zamudnimi obrestmi. Torej, lahko zaključimo, da gospodarska ali pa finančna škoda ne nastaja samo podjetjem, ampak na drugi strani tudi v znatnih zneskih državi, in to so javna sredstva. Ta problematika je posebej pereča na področju odmere davka za podjetja oziroma podjetnike. Preveč odmerjeni davki ter čakanje na dokončanje vseh potrebnih postopkov bistveno zmanjšujejo likvidnost podjetij, povečujejo stroške poslovanja in zavirajo kadrovski razvoj in splošni razvoj podjetij. Zaradi tega smo v Novi Sloveniji predlagali, da se skliče posebna seja Komisije za nadzor javnih financ na to temo, ali pa smo se pripravljeni tudi dogovoriti, da to tematiko obravnavamo na eni izmed rednih sej. Vsekakor to temo moramo nasloviti, dolžni smo to gospodarstvu. Kajti podjetja, gospodarstvo se želi ukvarjati svojo osnovno dejavnostjo, država in vse njene institucije pa so gospodarstvo to dolžne zagotoviti. Ne pa, da se na drugi strani z dolgotrajnimi postopki, ki stanejo, ki pravzaprav nekako zasedajo še druge resurse, ki jih imajo podjetja in seveda povzročijo tudi mnoge zamude in čakanja, nekako oviramo podjetnike. Zdaj v medijih smo lahko videli poročila o tem, koliko zamudnih obresti od davka od dohodkov pravnih oseb je država morala v zadnjih 10 letih plačati. Iz poročil Ministrstva za finance je razvidno, da je državni proračun kar nekajkrat neto plačnik zamudnih obresti iz naslova plačil davka na dohodek pravnih oseb in že samo za leto 2023, torej leto, v katerem smo, so številke kar zaskrbljujoče. Samo januarja letos je država plačala preko 220 tisoč evrov, februarja pa celo 300 tisoč evrov neto zamudnih obresti od prepoznega plačila davka od dohodkov pravnih oseb. Zaradi tega Nova Slovenija pravzaprav dobronamerno želi pomagati državi in vladi, da to področje uredi, da do tega ne bo več prihajalo na eni strani in na drugi strani, da bi gospodarstvo z enostavnejšimi postopki tudi lahko lažje opravljalo svojo osnovno dejavnost. Da povzamem naših 5 predlaganih sklepov za to sejo. V prvem sklepu pozivamo Finančno upravo Republike Slovenije naj predloži točne podatke o številu in deležu odločb o odmeri davka od dohodkov pravnih oseb ter dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ki so bile strani drugostopenjskega organa ali v kasnejšem sodnem postopku spremenjene, razveljavljene, odpravljene ali izrečene kot nične od leta 2017 do danes. Torej, izgovor je, da nimamo teh podatkov, želimo, da te podatke dobimo in da vidimo, kje smo, da lahko potem sploh ukrepamo. FURS tudi pozivamo v drugem sklepu, da predloži podatke o obsegu preveč obračunanega davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine od dohodka iz dejavnosti ter izplačanih zamudnih obresti v obdobju od leta 2017 do danes. V tretjem sklepu predlagamo finančni upravi in Ministrstvu za finance vzpostavitev javno dostopnega sistema spremljanja statistike nepravilno izdanih odločb v davčnih postopkih
in v 4. sklepu k vzpostavitvi sistema spremljanja pravilnosti izdanih odločb davčnih inšpektorjev in javnih uslužbencev, ki na drugi stopnji odločajo v pritožbenih postopkih. In s 5. zadnjim predlaganim sklepom predlagamo vladi oziroma pozivamo vlado, da pripravi predlog zakonskih sprememb za ponovno uvedbo sistema kolegijskega odločanja v najzahtevnejših davčnih postopkih. Za konec morda citiram samo zelo eminentnega ekonomista, dr. Janeza Šušteršiča, ki pravi, da za te nestrokovne odločitve inšpektorjev velikokrat ali pa največkrat niti niso krivi sami inšpektori, ampak pravzaprav razlaga in pojasnila zakonov, ki jih pripravi ali odobri vodstvo Finančne uprave Republike Slovenije in jim ti inšpektori morajo slediti. Torej, Nova Slovenija predlaga, da se o tem spregovori na eni od prihodnjih sej Komisije za nadzor javnih financ, da pomagamo gospodarstvu in da pravzaprav preprečimo finančno škodo, ki nastaja državi, javnim sredstvom in pa na drugi strani gospodarstvu.